Kot smo obljubili vse jutro, tudi danes, na ta prečudovit četrtek, imamo gostjo, tudi danes. Dobro jutro. Dobro jutro. Manca. Ja. Zdaj imaš končno, smo 50-50 v studiu. A ja, da imam končno žensko družbo. Da bom pomagala proti utež. Tako, in to dobro proti utež imamo, ja. Z nami Mojca Briščik, vodja SOFA in izvršna direktorica Slovenske oglaševalske zbornice. Kako je kaj nazaj na obali, lahko rečemo? Jaz sem pogosto tukaj. Starša ste še zmeraj v Kopru doma, tako da več poleti kot čez leto, ampak rada se vračam domov. Jaz pravim še zmeraj, da je to moj dom in da sem priseljena v Celje, ker je pa tudi lepo. Ampak jaz vem, da v bistvu, vsaj tako se govori, da se radijskega mikrofona res težko naveličaš. A je temu res tako? Resnica je nekje na sredini. Rad stopiš pred mikrofon, da bi pa živela, od tega pa ne bi. Zato, ker držati na smeh takrat, ko se ti kaj groznega v zasebnem življenju dogaja, je zelo težko. Tako da vas občudujem, ampak vam bom to vprašanje zastavila čez 15 let. Dobro, mogoče za tiste, ki se ne spomnite, Mojca je že bila del ekipe Radia Kapris. Tako, in nekoč sta v bistvu z zdajšnjim županom mestne občine Koper, z Alešem Bržanom, imeli skupno oddajo. Videla sem imela oddajo, ki se je imenovala Kar tako. In dobesedno je bila oddaja Kar tako vsako soboto zvečer in zagotovo je to bila ena od oddaj, ki mi je ostala najbolj pri srcu, pa ne samo zaradi oddaje, ampak zaradi Aleša. Aleš je zagotovo človek, pa mi ni plačal, da se razumemo, to, kar bom zdaj povedala. Aleš je oseba, ki ima zelo visoke moralne vrednote in je zelo srčna oseba. Jaz ne vem, kako se je spremenil, ampak v mojih očeh ostaja taka oseba. In delati s takim človekom je vedno prijetno. Zato pa verjamem, da vi trije uživate skupaj, ne? Zagotovo. Da slišimo eni sek. Kar tako? V nedeljo. Kaj? Ne, sem falil v soboto. Ti še enkrat od začetka. Vsako nedeljo, Aleš in Mojca. Kaj? Soboto? Vsako soboto, Aleš in Mojca. Ob 20-ih. Ne, ti moraš reči kar tako. Ok, bom rekla. Ajde. Kar tako? Kar tako. Kar tako? Kar tako. 3, 4. Kar tako. Kar tako. Kar tako. Kar tako. In tako je tudi bilo. Oddaja polna smeha, takih pozitivnih vrednot in predvsem verjamem, da so takrat poslušalci z nama uživali, se zabavali, ampak glede na uro termin, ko smo ga imeli, je zagotovo bil tisti trenutek, preden so se vsi odpravili ven. Nekateri po noči so si pa želeli, da bi midva podaljšala, ampak nekako smo se odločili, da greva tudi midva raje ven po oddaji. Kaj pa kakšna anekdota? Anekdota? Ja, zdaj sicer Aleš bo malo hud name, ampak jaz sem ga rada hecala, ker Aleš je zelo visok in je imel dostikrat stol, na katerem, ko se je nerodno usedel, je škripal. In potem si lahko predstavljate, kako je to izvenelo po mikrofonih. So še druge anekdote, kako sva tekala po stopnicah gor pa dol. Včasih leta in leta nazaj, ko so obstajali samo CD-ji, sva vedno iskala kakšen CD, da je bil kakšen komad, ki je bil dolg 5 minut, ne, od Pink Floydov in podobnih, zato da sva lahko šla spodaj na kavo in potem laufala po štengah nazaj gor. Ne. Tako da nama dvema zagotovo ni bilo dolg čas. No in tudi v prihodnje nam ne bo dolg čas, nadaljujemo že čez nekaj trenutkov po tem hitu, ko bomo govorili pa o SOFU. Ostanite z nami. Ja, nič, dobro jutro vsem skupaj. Nadaljujemo naš pogovor z Mojco Briščik, ki smo pravkar tudi za tiste, ki se spomnite, jaz sem med drugim še spomnim tega džingla. A si še spomnim? Ja, jaz se ga še spomnim. Da si starejši v 30, ne? Hvala lepa, res je. Jaz bi dodal, da po mojem si bomo vzeli malo za inspiracijo ta džingl, mislim, da treniramo nekaj tašnega bolj. Ja, mislim, ne bomo sigurno kos temu, ampak. Tako. V bistvu mene pa zanima, kar se tiče SOFA, torej, to je kratica za Slovenski oglaševalski festival. In v glavnem pridejo ljudje, ki se s tem ukvarjajo, oziroma je bolj namenjen njim. Kako bi to opisali ljudem, ki se recimo s tem ne ukvarjajo, niso toliko v marketingu, oziroma ki ne poznajo SOFA? V resnici vsak se ukvarja z oglaševanjem. Vi, ko delate na radiju, se ukvarjate z oglaševanjem. Vsako besedo, ki jo spustite v eter, ki jo poveste, je dobesedno oglaševanje. Je raba slovenskega jezika, je raba tujk, uporaba grdih ali pa lepih besed. Na SOFU je pa tako, da mi nimamo vsebine, ki so vezane samo na zelo tako surovo oglaševanje. Letos se nam bo pridružila na odru Ilka Štuhec, ki bo povedala, kako težko se je vračati na bele strmine po porazih, po poškodbah, kakšen odnos je imela
pogovarjala z mamo, kako je vplival ta odnos tudi na njeno smučarijo. Imeli bomo tudi 2 kuharja, ki imata Michelinove zvezdice, ki kreativnost uporabljata v kuhinji. Skratka, ni samo tista gola kreativnost ali pa oglaševanje, ko nekdo reče, ampak zagotovo je tudi mesto navdiha pa druženja na nazadnje. In smo veseli, da ste ponovno z nami. Drugo leto je Radio Kapris festivalski radio. Jaz sem to izredno vesela, ker je to prvi moj radio, a ne? Maham pa kimam Mitju, ker sem vesela, da ga vidim po dolgem času. Tako da je kraj navdiha in sem vesela, da boste to priložnost delili z nami 14. in 15. junija. Hvala. In mi smo izredno veseli, da smo lahko tudi tokrat, tudi to leto z vami. Ja. Vemo pa, da SOF ni vedno potekal na obali. Ne? Potekal je tudi drugod. Nas pa zanima, če mislite, da je obala zaenkrat mesto, kamor SOF spada. Zdaj te bom najprej popravila. Smo se dogovorili, smo na ti, čeprav bo kmalu 50. SOF zagotovo spada na obalo, ampak v času korone, ko so bile razmere zelo hektične, ko ni bilo mogoče organizirati festivala v zavrtih prostorih, smo se morali odločiti, ali ga organiziramo v eni hali v Ljubljani ali ga pa preprosto ne naredimo. In zato je bila sprejeta ta odločitev. Sicer pa jaz kot rojena Koprčanka ne bi imela srca odpeljati SOF iz obale. SOF sodi sem, tako kot sodi tudi Zlati Boben, ki bo potem oktobra v Portorožu. Skratka, ostaja tukaj, vsaj dokler bom jaz na Slovenski oglaševalski zbornici. To je moja obljuba. Obljuba. Ja. Ok, mi pa bomo nadaljevali v enaki debati, v enaki temi in seveda še nekaj zanimivostmi. Takoj po tem hitu ostanite z nami. Še enkrat dobro jutro in še enkrat dobro jutro tudi tebi, Mojca, vodja SOF-a, za tiste, ki niste mogoče ujeli prvega dela, in izvršna direktorica Slovenske oglaševalske zbornice. In ravno približujemo se trenutku, ko bo SOF ponovno nastopil na obali, ko bo odprl spet svoja vrata. V bistvu, kateri so pa največji izzivi pri organizaciji takega dogodka? Lahko si predstavljate, ko sami delate dogodke, ne, pod okriljem Radia Kapris, ko delate dogodke, na katerih pričakujete 500 ljudi, pri nas jih pride 1300. Kar pomeni, da mora biti poskrbljeno za hrano, za pijačo, za udobje, za varnost. Največji izzivi so pa vedno pripeljati zanimive tuje goste. Pripeljati jih v Slovenijo. Žal percepcija v svetu je, da je Slovenija ena mečkana dežela in še sreča, da imamo športnike, pa Čeferina, pa Luko Dončiča, zato da si lažje sploh na drugi strani oceana predstavljajo, kje Slovenija je. Zagotovo to so največji izzivi. Je pa potem slalomirati na dogodku, če je nekdo mogoče pregloboko pogledal v kozarec, ko sonce, ne vem, pripeka, to so tudi taki pripetljaji, ki se, ampak drugače moram povedati, da vsi neizmerno uživajo in roko na srce, vsak si želi junija biti tukaj. Ne? Vi ste lahko zelo veseli, da ste tukaj, ne, da imate dom tukaj, marsikdo mora pa pošteno plačati, da sploh pride na slovensko obalo, ki je čudovita. No, se mi to cenimo, mi jo celo čuvamo malo včasih. Ja, krdete. Smo malo defenzivni. Ja, tako je. Ampak se lepo razvija, sploh Koper se lepo razvija, to moram povedati. Vsakič, ko se vrnem, sem prijetno presenečena, kar je zelo lepa popotnica. Super. Zdaj letošnji festival se bo odvijal 14. in 15. junija. Je kakšna takšna stvar, ki bi jo želeli izpostaviti, oziroma kaj zanimivega pripravite letos, kaj je neka taka stvar? Letos se bomo osredotočili predvsem na igričarstvo, če uporabljam zdaj slovenski izraz, po domače gaming. Po domače gaming. Po domače gaming, ja, ampak naj bi uporabljali slovenski izraz. Je v razmahu, neverjetno, koliko milijard ljudi po svetu se s tem ukvarja in predvsem koliko denarja se obrača okrog igričarstva. To je ena tema, ker predvsem, jaz pravim, oglaševalci v slovenskem prostoru bi želeli stopati po tej poti, ampak se ne zavedajo dobro, kakšne pasti pretijo na tej poti, ker to je zelo izredno drag šport in če se odločaš, da vstopaš v ta svet ali pa tudi v NFT svet ali pa kamorkoli, da moraš biti zelo pragmatičen in razmišljati, koliko te bo to stalo. Ampak zagotovo je to ena takih zanimivih stvari, ki jih bomo letos imeli, ker prihaja en govorec iz Hongkonga, ki dela pa za globalne kliente, kjer pa zapravljajo stotine milijonov evrov za take projekte in bo zagotovo zanimivo slišati, kaj nam bo imel zapovedati. Ampak seveda, to je eden od. Imamo pa tudi zanimive e-lige, nogometne e-lige v slovenskem prostoru, imamo tudi uspešne e-nogometne lige. Skratka, ampak to boste več svedeli na SOF-u. Vam ne povem
vsega. Je še nekaj časa do takrat. Tako je tudi malo prav. tiz. In to je Ja, prav. ja. Tako. In to je Tako. prav. 14-15. junij v auditoriju Portorož, Mojca, tebi najlepša hvala, sploh zaradi tega, ker Sploh, ker sem zgodaj ostala, ne da. Prvo to, drugo pa, ker je izredno lepo krmljati s tabo, ker je včasih med sogovornika, ki je delal nekoč na radiju, se takoj občuti, kako lepo teče No, to bom beseda. pa vzela kot poklon. Hvala ti. Hvala tudi za povabilo, pa pozdravite mi celo ekipo. Bomo pozdravljeni. Mi pa nadaljujemo še z enim hitom. Dobro jutro. Jutro. Žiga, Manca in Aljaž. Radio Capriz. Dobro jutro, Radio Capriz.